Danes pa priznam, da sem mal na trnih. Bavarci so me povabili v svojo prestolnico, kjer bodo svetu pokazali čist novi električni BMW iX3. Sem samo eden od 600 novinarjev, ki nas je doletela čas, da bomo videli čisto prvi avto na osnovi filozofije novega razreda oziroma neue klase, kot ji pravijo. München pa je danes točno takšen, kot mi paše. Rosno, svež, hladen, skoraj tako pir. Ni pa to prvič, da so uporabili to filozofijo. Prvič so jo že leta 1962, ko so s takratnim neue klase spremenili avtomobilski svet in tudi smer znamke BMW. Ja, za tiste cajte je bilo tole nekaj revolucionarnega. Ok, zdaj pa je čas za novo revolucijo. Res so si dali veliko dela z novim električnim BMW-jem iX3. Je nekaj drugačnega, izgled je posebnega, je pa to tudi pomembno za lepše rezanje zraka in posledično manjšo porabo elektrike. Kako to dosežejo, me je zanimalo, zato sem za rokav pocukal Oliverja Heilmerja, vodjo oblikovanja za neue klase pri BMW. Well, at BMW, we do have an interesting process. The process is not sequential, which was the fact in the past maybe, but we are really working jointly together at the same point in time. Means that engineering, design, aerodynamics are sitting together and developing together, let's say, the new shape, the new architecture. The impact of aerodynamics is way bigger into an electrified engine rather than compared to an IC, right? But on the other hand side, the advantages are more the proportion. The overhangs might become shorter, which is important for BMW. The wheel size can be increased. The interior space is way better. We took the, let's say, the mindset and let's say the way how we are treating surfaces, right? This bonnet, for instance, this specific acceleration towards the front, towards the headlight, is something that we did in the past. So it's something that it's more on a subtle way that you that as a customer feel reminded by the past, but it's not as literal as it could be. Novi iX3 je od predhodnika tudi bolj napreden zaradi namenske in napredne platforme, zaradi katere so lepše spravili baterijo v sam trebuh avtomobila. Je tudi večja in s tehnologijo cilindričnih celic pospravi skoraj 35 kWh več elektrike, skupno jih je za vožnjo na voljo skoraj 109. To pomeni po VLTP od 679 do 805 km. 800-voltna arhitektura je kriva za hitro polnjenje z močjo največ 400 kW, se pravi od 10 do 80% v 21 minutah. V 10 minutah boste lahko napolnili za novih 372 km, potem pa na izmeničnem toku lahko polnite z 11 ali 22 kW, s tem, da 22 kW polnilnik je pač treba doplačati, ga toplo priporočam. Številne tehnologije, ki so jih razvili za iX3, bodo v prihodnjih letih šle v pazi kar 40 novih avtomobilov do leta 2027. Novi iX3 je dolg 4,78 m, širok 1,89 in visok 1,63 m, kar pomeni, da je 5 cm daljši in 3 cm nižji kot predhodnik. Zaradi tega je tudi boljši količnik zračnega upora, ki je 0,24. Še bolj pomembna pa je 6. generacija elektromotorjev, ki je seveda bolj učinkovita, ponuja 40% manjše izgube. Elektromotorji so 10% lažji in 20% bolj poceni za izdelati. Fino, ne? Danes imamo tule samo iX3 50X Drive, kasneje pride še nekaj bolj šibkih različic, pa seveda tudi verjetno kako bolj zmogljiva in vstopni model. Tukaj pa dva elektromotorja proizvedeta 345 kW moči, se pravi 469 konjev in 650 Nm navora. Zdaj, če povem drugače. Pospešek do 100 je 4,9 sekunde, doseže elektronsko omejeno hitrost 210 km/h, ampak v tem primeru definitivno s polno baterijo ne boste prevozili 805 km.
Bavarci pri novem iX3 niso naredili revolucije samo zunaj, ampak tudi znotraj. Poglej, tamle pod vetrobranom so številni zasloni, ki ves čas prikazujejo pomembne informacije. Temu pravijo BMW Panoramic Vision. Na njih pa so najbolj pomembni podatki, ki so vedno vidni in tako lahko ima voznik mirno roke na volanu in oči na cesti. Skoraj čisto na cesti. Te informacije se lahko spreminjajo, predvsem pa boste vozniki navdušeni nad projekcijskim prikazovalnikom s 3D izrisom. To pomeni, da bo navigacija še lažja, ker so pomembne informacije projicirane skoraj na cestišče. Gumbov je res malo, no, v bistvu skoraj ni jih. Na sredini prečiščene armaturne plošče pa je tale 17,9 palčni zaslon, poganja ga nov operacijski sistem X, ki poganja tudi ostale zaslone. Razvit pa je na osnovi operacijskega sistema Android. Tokrat je še bolj napreden, prilagodljiv in povezljiv, zato boste lahko po mili volji spreminjali marsikaj. In pazi to, nov volan ima tehnologijo ShyTag. Na prvo žogo bi nekateri mislili, da je sramežljiv, pa v bistvu ni. To pomeni samo to, da se osvetlijo gumbi in funkcije, ki so na voljo, ko so na voljo. Da vse skupaj deluje tako, kot mora, so inženirji na novo razvili celotno programje, celotno postavitev elektronike in kablovja, v notranjost pa namestili 4 ekstremno sposobne računalnike. Lahko bi jim rekli kar super računalnike. Imajo 20-krat večjo zmogljivost procesiranja, zato tule notri nikoli nič ne bo štekalo. A ja, pa vsi, ki boste kupili BMW iX3, vedite, da zraven dobite tudi digitalni ključ, kar pomeni, da boste lahko avto odprli in zagnali kar prek telefona ali pa s pomočjo pametne ure. Novi BMW iX3 bo polariziral. Oblika je pač zelo samosvoja, precej nova in zaenkrat še nenavadna, ampak tudi na to se bomo navadili. Meni je recimo danes že bistveno bolj všeč, kot mi je bil včeraj. Učinkovitost ima pač svojo ceno in zaradi svoje oblike je kar 20% bolj učinkovit od predhodnika. Pa še tole vam lahko povem, da je v notranjosti tretjina materialov recikliranih, kar pomeni, da je avto že v osnovi zelo zelen, kako zelen pa bo v vaši družbi, je odvisno od tega, kje in s kakšno elektriko ga boste polnili.